Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Iz Evangelija po Luku. Njegovi starši so vsako leto v prazniku Pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po 3 dneh so ga našli v templju. Tam je sedel med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz pa te s tesnobo iskala. Dejal jima je: Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret, ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dober večer. Pred nami je še zadnje letošnje januarsko predavanje. Govorili pa bomo o družinskih odnosih. Lepo pozdravljam nocojšnja predavatelja Zakonca Matos. Gospa Silva je diplomirana psihologinja in terapeutka. Življenje posveča ustvarjanju dobrih medčloveških odnosov na vseh področjih. Kot psihologinja je delovala v gospodarstvu, bančništvu ter kot svetovalka za šolsko mladino in izobraževanje odraslih. Gospod Milan je diplomirani ekonomist, dolgoletni direktor Sveta knjige in Mladinske knjige. Nocojšnja predavatelja sta starša 4 odraslih otrok in sta pred 41 leti skupaj s še nekaj zakonskimi pari in patrom Vitalom Vidrom orala ledino v zakonski pastorali. Že vse od leta 1972 sta člana prve izmed zakonskih skupin Najina pot, ki delujejo pod okriljem patra Vitala Vidra in njegovih sodelavcev. Lep pozdrav vsem, hvala lepa, da se lahko vidimo. Smo slišali, da je Božja beseda, oziroma evangelij pravi, da je bil rastel v razumu in tako naprej. Upam, da smo mi da tudi nekaj zrasla v modrost in razumu, da vam lahko kaj posredovala, to si želiva. No, mogoče bi vseeno glede predstavitve rekla, da sva v zadnjih letih, kar sva bila prosta, izredno aktivna, zelo veliko piševa, predavava, pričakujemo 11. vnuka, tudi naši vsi 4 otroci so poročeni in imajo polno družinsko življenje, tako da pri nas na srečo imamo eno tako mizo, da jo lahko potegnemo na razen, tako da se lahko srečamo in da se lahko medgeneracijsko tudi povezujemo. Tako da imamo glede tega kar precej izkušenj, tudi Sicer izkušenj so doma iz Sostra, pri Ljubljani, iz vasi, to je vas, čas je bila zelo taka kmečka, pokmečka, da je ni več. Časom je skoraj kot posod, po vsaki hiši skoraj kravočne, kravo pa kozo dol, so pa že par krave še v celi vasi, od 100. Med drugim so se mi 2 poročila, so imeli tudi krave, so imeli in kmetijo, in so tudi to počela, zdaj nič več zadnjih, ne vem, 20 let. Prej so pa tudi to izkušnjo imela in so poskusili razne stvari, kot da izvoljeni prej. Zdaj, mi da so si
to predavanje zamislila tako, da mogoče malo iz tega najnega sveta, najnih izkušenj, jaz delujem zadnje čase z ljudmi v stiski kot psihoterapevt in se srečujem z mnogimi starši, ki si zelo želijo, da se pri njih ne bi zgodila napačna vzgoja, če lahko tako rečem, da bi se znali v različnih obdobjih obnašati na način, da bi dejansko spodbujali tisto, kar je vsakega otroka položeno. Pravzaprav vsak otrok prihaja na svet, tudi midva to doživljava v tem najnem okolju, kot čisto nekaj posebnega, res z nekimi posebnostmi. In sigurno je vsak prinaša neko svoje življenjsko nalogo in mi starši imamo na nek način to čudovito možnost, istočasno pa tudi zahtevno nalogo, kako zdaj te posebnosti vsakega otroka odkrivati, to je prepoznati in spodbujati, da se potem v tem smislu tudi otrok razvija. Seveda se pa sprašujemo, ali spodbujamo, ali pa se včasih zgodi tudi to, da zaviramo, da se ne bi zgodilo. Ker tukaj tudi verjetno tisti, ki ali ste doživljali svojo, ali pa doživljate svojo prvo družino, ali ki doživljate svoje otroke na poti, ali ko gledate svoje otroke, ki se razvijajo v novi družini, kako se obnašamo med seboj. Se pravijo, ena misel, ki je zelo simpatična, da smo pravzaprav odrasli takrat, ko naši otroci postanejo odrasli. Ampak kdaj pa ti naši otroci postanejo odrasli? Ko njihovi otroci postanejo odrasli. Torej, pravzaprav, kdaj dozorimo, vedno se lahko še kaj naučimo drug od drugega in to je izredno bogato. No, ampak vseeno bi rekla za začetek to, mogoče tudi kot spodbudo, kasneje za pogovor, da je sigurno, da ta znanost o možganih in sploh te psihološke, psihoterapevtske šole dokazujejo, res se odkriva, kako je izredno velik pomen tega prvega zgodnega otroštva, tudi samih zasnov, kako mi pri otroku dajemo ta občutek, izrazito občutek varnosti, sprejetosti, ljubezni in da je to kot neka prekrasna popotnica, nekaj, kar je v otroka položeno, da lahko kasneje, tudi kasneje, ne samo v otroštvu, ampak kasneje v odrasli dobi, se znajde bolj v življenju, z več poguma, z več neke odločnosti, z nekim občutkom, da zmore iti v reševanje problemov. Če pa seveda otrok dobi občutek, ni rečeno, da je to objektivno, kar se z otrokom dogaja, ampak on dobi občutek, da ni sigurnosti, da je morda celo se počuti ogroženega, da se ne počuti sprejetega in Bog ne dej, da je celo sovražen odnos do njega, to si jaz skoro ne morem predstavljati, ko gledaš te nedolžne otroke in sploh v tej nemoči. Ampak tak občutek lahko dobi, takrat pa se zasnuje nek strah, neka negotovost. Tudi kasneje je lahko odpor prej v takem človeku. Je sigurno manjša opremljenost, nižja ta frustracijska toleranca, manj je moči, manj poguma. In zato ni vse eno. In seveda tukaj ni recepta. Vsi vemo, da bi kar tako neko kuharsko knjigo napisali recepte in še to je, da je ogromno literature in da danes včasih ne znajdemo, zato ker je tudi ni samo prava literatura, niso samo dobri nasveti, ki jih mi tam preberemo. Zato je tako pomembno, da se mi zakonci med seboj srečujemo, da se včasih starši zavedamo, da ne moremo biti popolni. Ampak pravijo, danes je eno pravilo, da je dovolj, da si kot starš dovolj dober, ampak z srcem, torej s tistim občutkom za
za otroka, da ti ni vseeno, da se otrok počuti sprejetega in da mu pač postavljaš neka pravila, da čuti to oporo, ampak istočasno pa se z strani staršev tudi daje ta jasna sporočila, da mi od njega tudi nekaj zahtevamo, da so neka moja pričakovanja, odraslih, ampak ta pričakovanja naj bi mi znali opredeliti z določenimi pravili. Seveda starosti primerno, odvisno od tega, koliko je otrok zmožen tega sprejeti oziroma da mu znamo dopovedati. Tukaj ni vseeno, kako se to dogaja v družini. Mi smo rekli, da naj bi mi, starši, razumeli, da otrok uporablja naš najin odnos, recimo tudi te naše odnose, zato da se uči odnosov, da se potem znajde na teh svojih korakih, najprej seveda negotovih. Kdaj se pa, ampak kdo kakšno idejo, kdaj se pa začnejo naši otroci osamosvajati? Kdaj se začnejo? Pri rojstvu. Točno. Pri rojstvu, pravzaprav ta porod je neverjetna sprememba za otroka, ki gre iz tistega največje možnosti varnosti, gre ven iz materinega telesa. Ampak potem se to bliskovito nadaljuje. Kdaj je naslednjo odhajanje otroka? A poznate kakšen primer mame, kako je težko prenehati dojiti? So kakšne mame, ki jim je to tako težko, ker je to, no, ne govorim o tistih mamah, ki ne morejo dojiti, ali pa da ni toliko do tega, ampak so te naveze, ki so pomembne, za otroka so pomembne, ampak istočasno je pa zelo pomembno, da imamo ta občutek, kdaj pa je zdaj to minilo in da se mi smo sposobni oddaljiti od tega. Tako kot jaz, včasih sem opazovala kakšne starše, večinoma so to bolj mamice kot očetje, kako z otrokom, ki je sigurno že sposoben dati copatke dol ali pa copatke gor, kako planejo nanj in potem vse naredijo namesto njega. In potem, seveda, ta otrok potem naslednjič samo ponudi novo, ki je pa sila, daj mi dol. In to gre, pa recimo v vrtcu, ko sem jaz pomagala za kakšnega otroka, jaz sem popolnoma mirna, ko je bil recimo tam čas po 3. letu in to, in ko je šel otrok v vrtec. In sem počakala, seveda jaz razumem tiste situacije, ko starši enostavno nimajo časa, morajo vse hitro. In najlažje je otroku hitro dati, pograbiti njegovo kapico, pa vse, kar je treba, in dejmo, in potem. Ampak seveda zelo vredno je, da otroka navajamo na to, da počasi prevzema odgovornost za sebe. In zadnjič mi je bil zelo všeč ena pripomba, da zdaj je nek varuh za otroške odgovornosti, si morate misliti. Ne za otrokove pravice, pa za odgovornosti otrok. Kar je veliko sporočilo staršev, kako pomembno je, da postopoma otrok prevzema odgovornost za tisto, kar lahko. Seveda se mora učiti. Kaj pa je možno, kako se bo otrok učil, če mu te možnosti ne bomo dali? Ko prvič pokaže interes, da bi recimo pomil posodo, mi rečemo, se sploh ne znaš, pa mu damo, pa vse začne polivati, pa že so vse umazane ostale, pa vse to in pol ga skritiziramo in naslednjič pazimo, da ja ne bo prišel zraven, da ne bo začel. Ali pa da peče piškote, pa niso tako lepi obrobe, srčka, gleda lepo, pa mu hitro potegnemo iz rok. Pustimo, da pride do tiste veščine, da počasi pride do tega, da sam, ker uživajo, otroci so radovedni, so igrivi, radi gredo v sodelovanje in je nevarnost, da jim zatremo tisto inicijativo. Seveda kasneje je še posebno pomembno, da se zavedamo, da je to samosvajanje, kako s tem zaupanjem v situaciji, ko pa si pridobiva svoje prijatelje.
Med vrstniki vemo, da raziskave kažejo, da v nekem obdobju so vrstniki izredno močni. Izredno močno vplivajo lahko. In včasih res lahko smo upravičeno zaskrbljeni, če ne vemo točno, v kakšni družbi je ta naš otrok. Oziroma tisti, ki počasi dela korake, nerodne korake seveda, ampak je dobro, da jih dela, ker danes se velikokrat obratno dogaja, da za otroci sicer ostanejo doma, ampak mi jih pravzaprav nekritično, zelo hitro potisnemo v nek svet odraslih. Da jim prepustimo televizijo, da jim prepustimo internet, ne vemo točno, kaj se sploh z njim tam dogaja in veste, da je to zelo privlačno, ali da je to. In če ne vemo, s čim se sreča tam, potem je lahko neko področje, ki ga sploh ne razumejo, kamor se pa zatopijo in jih lahko zasvoji, da je zelo veliko mladih ljudi ogromno časa preživi, zelo, zelo navezanih na tisto, kar je pravzaprav predvsem za nas odrasle. Ne rečem, da nič, ampak da imamo mi pregled, kaj se z otrokom dogaja. Vidi, kaj dodamo zdaj? Ja, Si ne pripravljen vedno smo nepripravljeni otroci, ker nas vsi presenečajo. Zmeri se učimo, pa ko ne razumemo, ker jih tudi ne moramo, ker so drugačni, kot smo mi. In že včasih rečemo, mi že lahko, naj bi jih razumeli, ker mi smo že bili enkrat otroci, enkrat smo bili stari 5 let, 10 let, 20, 30, ampak oni pa še niso bili tako stari, kot smo mi, tega se bližamo že tam 7, 8 križu. Ampak, ja, ali pa veselje. In zato moramo reči, oni te izkušnje, ki imamo, mi še nimamo. In mi moramo imeti pravzaprav večje razumevanje, večjo toleranco do njih. Nekdo je rekel, kaj se zmeraj pritožujemo nad mladino, kakšna je zdaj, pa kako se jim nič ne ljubi, kako hoče se zabavati, niso odgovorni in tako naprej in naprej. In to misel, jaz sem pozabil ime, ampak to je ime nekoga, ki je v stari Grčiji rekel. Vse pritožuje, ne, ni bil Sokrates. In to je tukaj bil. Nekaj mesec je bilo. Ampak morate enkrat pogledati. No, ne, se mi tudi, mogoče tudi Sokrates rekel. Naj bo. Se je bil pameten človek. Je to pogledal. Ampak vidite, to je meni največja tolažba, da še za stari Grčiji so rekli, kaj bo s to mladino, kakšna bo prihodnost. Ampak mi smo še zmeri tu, pa mislimo, da smo sami v redu, ne. Mladina je pa problem. Drugo, kar bi pa hotel narediti, nekaj rečemo prihodnost naših otrok. Prihodnost naših otrok je odvisna od nas, predvsem najprej, daleč najprej, od tega okolja. Mi smo odgovorni za njih, ne oni. Samo dajme jim tudi, rekel, odgovornost. Siva je prej rekla, da imamo tudi varuha odgovornosti, dolžnosti, ne samo pravic. In to je že Frankl, nek psihoterapeut avstrijski, rekel, v Ameriki imajo kip svobode na vzhodni obali. Ampak na zahodni obali morajo imeti pa tudi kip odgovornosti. Tisto, kar mi moramo imeti. In zdaj se zadnja leta, stvar se moče obrača, kakšno leto, 2 nazaj se drugače govori, ampak zadnja leta, pa zadnja desetletja je bilo to. Kaj bomo otroku dali? In kako mu pomoče, da ja ne bo nič trpel, da ne bo nobenih težav, da bo življenje gladko. Ampak že v življenje, mi smo pa bolj faze izkušnje. Življenje pa ni gladko, ni brez napora, ni brez odpovedi. In kakšne ljudi smo pol naredili za odraste in šola, nepermisivna šola, nič se ne sme zahtevati, Bog vada bi bilo, Bog vada bi se ga kdo dotaknil in tako naprej. In rekel, to gre, no, se sedaj spoznati, da je to seveda kriva in škodljiva pot, samo posledice bojo dolge. Najhujše pa trpijo tisti sami, ker če jih ne naučimo, da življenje ni samo gladka pot, ampak so včasih tudi kamni, se tudi spotikamo, se tudi padamo, ampak moramo tudi vstajati. In otroci so mnogo bolj sposobni in mnogo več potrpijo in mnogo več naredijo, če imamo prav odnos do njih. Mene ne bo všeč, seveda tudi skavtska vzgoja,
Ampak skavti imajo eno krasno misel. Kaj otroci zmorejo? Ko mislimo, da so revčki in ne zmorejo. Oni pravijo, otroci morajo še enkrat toliko, kar sami mislijo. Pa 10krat toliko mislijo njihove mame. To z užitkom. Ja, in to z užitkom povedal. In to mi je najbolj všeč. Dajmo jih obremeniti, dajmo preskušati, seveda. Primerno, da se bi zlobili. Ampak prosim, ne, da bi jo rastel, da bi jo imeli občutek dosežkov, da bi jo imeli neko trdnost, zanesljivost. No, tole si mi sprožil to misel, dajmo jih obremeniti. Včasih je danes tako, da, in tudi jaz sem na lastni koži enkrat to doživela, da smo, ja, da sem rekla, kaj pa pravzaprav jaz, kje pa se jaz vse popoldneve vidim. Kar naprej sem bila v avtu. Iz ene dejavnosti, in drugo dejavnost, pa tisto dejavnost. In danes je res to neko spoznanje, tudi jaz sem takrat se zavedla, da tako kot rečejo, včasih čez prav ga ni, ne? Ravno prav, kaj je zdaj ravno prav, da ni prav, da pa mislimo, da bomo pa zdaj otroka, zato ker jaz nisem imel možnosti, zdaj moj otrok mora pa vse to možnost to imeti, in mora vse pravzaprav dobiti, da bo najbolj razvit in pozabimo na to otroško dušo. Otrok mora imeti na nek način pa tudi svoje otroštvo. In zadnjič sem slišala, ko je tudi Pedro Opeka omenil, pustite otrokom, njihovo otroštvo. Če še on tam iz tega konca sveta to doživlja, to je res, otrok mora tudi razvijati svojo fantazijo, si mora tudi pripraviti svoje koncev, ene igrače, svoj svet in imeti od tega otroštva. Torej prav, da odkrivamo, kot sem rekla, tiste posebnosti, ki so imeli njegove talente, da jih razvija, ampak ne zaradi moje ambicioznosti. Ne tisto, ker meni ni bilo dano, zdaj boš pa ti, na otrokovo kožo, tako kot je njegova pot, na njegov način. Seveda pa tukaj je zelo važno, da pa se zavedamo, da ta način popolne zaščite otroka ni medvedja usluga. Da pravijo, da naprimer dojenje že zaradi tega tako dobro, ne sem to, da je to najbolj zdrava hrana, ampak da je to tudi tisto prvo srečanje otroka z borbenostjo za življenje. Kar pomeni, da si pribori hrano, se potrudi, torej se sanjem se on doživlja istočasno, ja seveda, materino bližino, toplino, varnost, ampak tudi borbo, ta cenestetični, kako je ta refleks, da se razvije prav z tem dojenjem. Kako je to pomembno, da otroku starosti primerno, dopustimo, da doživlja probleme in da se jih loteva in da se veselimo skupaj z njim, da jih razrešuje. In seveda pa kasneje je to še bolj pomembno, ko se naši otroci počasi oddaljujejo od nas. Najbolj še kdo tukaj, ki je doživel, kako starši sprejemamo ali kako so sprejeli, ko si pripeljajo svojega fanta ali pa svoje dekle, ko jim bo všeč ali ne bo všeč, kako si včasih doživljal nek prepad na začetku med tem, ali je to res pravi ali ni, in kako je to občutljivo, kako moramo mi na nek način se počasi oddaljevati in se soočati s tem, da so odločitve. Ja, naš nasvet je dragocen, mi se zavedamo, da, kot pravi Milan, mi smo že toliko časa na svetu, oni imajo pa še možnost, da nekaj spoznajo. In to je res prava modrost, tudi kasneje, ko se naši otroci poročijo, prava modrost, da se oglasiš takrat, da daješ ta občutek, da si zaželjeni, da se želiš pogovarjati, da ti je dragoceno, če smo povezani, ampak da na svete daješ takrat, ko te vprašajo. To je taka modrost, res, ker takrat te res poslušajo. Če pa ti kar naprej samo govoriš, pa mene poslušaj, pa daj to naredi, pa daj je svet,
pa zakaj tako je samo prepad se dela, razdalja se povečuje. Posebno in tukaj je pomembno, jaz velikokrat to primerjavo z rastlinami, s temi sadikami, ko jih posadimo v tako primerno zemljo, da je na pravem mestu, da je dovolj toplo, da je svetloba, in da jih prav zalivamo, je res. Ampak če ste dali rože komu, ki ste rekel, zdaj me ne bo doma, da je god toliko prijazen, pa zali moje rože, kaj se običajno zgodi? Da lahko preveč, večinoma se preveč zalijejo. Zakaj? Zaradi tega, ker bi hoteli škodovati. Da bo v redu, da bodo zalite. Ampak kaj mi delamo v medčloveških odnosih? Točno to, da bo vse urejeno, da bomo dali vse, kar je treba, da bomo nič ne smemo pozabiti, da bomo vse jim dali, vse povedali, da bomo vse svetovali. In lahko odnosi tonejo. Tako kot te, in zato, ker so nežni, posebno takrat, kada pride nekdo zraven, kada se dva poročita, nekdo pride v našo družino, se ni rečeno, da smo skupaj, midva sva kar 24 let dobrih, živela skupaj z njegovo mamo v istem gospodinstvu. Tako da mama glede tega izkušnjo naj lahko še kaj vprašam. Kaj sem to speljala. Danes sva na nek način oba, lahko iskreno rečem, hvaležna za to izkušnjo. Nisva jo pa priporočila najnim otrokom. Sej sva vedela zakaj, ne zaradi nezaupanja, ampak sej v tem lahko še kaj rečemo. To ni rečeno, da je neka tabu tema, ampak resnično z eno, kako bi rekla, z eno toplino v srcu, po kolikih letih je zdaj mama mrtva. Je zdaj živi 19 let, njegova mama, in da se na njo spomnim z eno toplino v srcu. Je pa tako, da je pa to neko področje, kjer je izredno občutljivo. Jaz sem se iz tega odnosa tudi ogromno naučila, ko so prihajale naše snahe, 3 snahe in enega zeta imamo. In vem, da prihajaš iz drugega okolja, prihajaš iz drugih družinskih navad, iz nekega določenega vzdušja, ki ni enako. Ne moreš, ti pričakuješ, da bo približno tako, ampak ni. Jaz sem prišla v družino, ki je bila izredno odprta, temperamentna, vse so si direktno povedali. Jaz sem najprej mislila, da se njegovi bratje prepirajo, to je bilo vse glasno, tako pa se je to vse bolj mirno, bolj tako, da je skratka na nek način tudi občutljivo. Moj oče je imel navado, če mu nekaj ni bilo čisto popolnoma všeč, pa da se mu je nekaj nakuhalo, da je umolknil. In jaz sem nekaj tega prinesla s sabo, da nisem vedela, kako reči, kako zdaj. Jaz sem rekla, zaradi mene se oni ne bodo prepirali, moram paziti. In potem se je lahko neko sporočilo pojavilo, kjer sem lahko druga prizadela. Na srečo je bil moj mož takšen, da me ni pustil pri miru, da me vprašal. In da mi je pomagal, da sva se potem midva pogovorila. No, sam to bi rekel. Molk včasih rečejo, da je pa ljud skuha, ali pa je tih, pa imamo tihe tedne v dneve. Moram reči, da je to zelo težka zadeva, ne samo za tistega, ki to počne, ampak tudi za nasprotnega, za ženo ali za moža, če tihi teden ali pa tihi dan, morda celo tihe ure so predolge. Ali pa tudi odnose do otroka, kakorkoli. Namreč, ker to pomeni globoko, tebe ni, jaz te ignoriram, jaz sem te odpisal, ti si mrtev. Mislim, absolutno nula si, ta drugi, ker te ignoriram, te hočem imeti več v stiku. In to je izjemno, bi rekel, izjemno brutalna kazen. Čega? Ja, ne se tega posluževati. Oziroma, se pa zgodi seveda včasih vse. In pol, ampak hitro je treba to skladati. Ne pa pol se stopnuje včasih. Dlje traja, hujše.
Zaplete se tudi, Ja. se to je znano, da se včasih reče, ja, sosedi se ne razumemo, zakaj se pa ne razumete. Ja, se že ne vemo točno. Ena kokoš je enkrat stopila na robe, pa en sosed je potem rekel, ja, kaj pa se to pravi, ja, ne vem, ali ni pozdravo, ali ne vem, kaj potem. In potem naslednjič pozdravi drugi sosed, on pa ne vidi, mogoče čist nekaj banalna zadeva, ki pa potem se umolkne in kaj se vse lahko zgosti. Nekaj podobnega je seveda v družinah. V družinah je zelo pomembno, da se pogovarjamo. No, mi v moji družini smo zelo veliko prepevali, smo se tudi pogovarjali, mislim, nismo bili tako zaprta družina, ampak ta navada, in če jaz sem zelo očetu podobna, se potem izkaže v nekem drugem okolju kot eno čudno nerazumevanje, ne? Kako zdaj s temi. Naše snage, ja, ne piti. Naše snage, ne, recimo, so vsaka posebej je res krasna. No? Res je, moram reči, z dvema sem takoj dobila zelo tak lep kontakt, prav tak, lahko rečem danes, prijateljski odnos. Z tretjo je šlo bolj počasi. Ampak smo bili že malo zverzirani kako, ne? Ampak to sem hotela reči, kako pomembno je, da tisti, ki pride k hiši, naj bi imel prednost. Zato, ker je v tujem okolju, ker se ne znajde, ker je potrebno, da domači se zavedajo, da je tam, kot če sem rekla, nežna rastlina, to sem hotela reči, da je treba zelo, zelo previdno, ne previdno, ampak zelo občutljivostjo spremljati in pomagati. Jaz sem imela srečo, da njegov oče, ki sicer nažalost zelo hitro umrl, pa njegov oče je imel izredno posluh za mene. Znal to tudi s humorjem in tako, ne, ker se bo šlo v tistem smislu malo začutil, a ne, da jaz nisem sigurna in tako naprej. Ampak jaz sem to hotela reči. 3 leta sem nabila, da sem mi prišlo na misel vse, jaz sem tudi tašča. Sploh mi ni prišlo na misel, da sem jaz tudi tašča. In ker je tašče smo pregovorno, a ne, vse vemo kaj, a ne, na način smo problematični ali pa naj biti bile, tako se veliko govori. In potem sem jaz takrat se kar odločila, da bom rekla, sem rekla, če bo kaj takega, kar ni v redu, kar vas zelo moti, ali pa tako, dajmo se o tem pogovoriti. No, in takrat so rekli, ne, se je v redu, se smo, pa ne tako. Ampak seveda je to lažje, da smo posebej. Nismo v isti hiši, čeprav najmlajši sin je bil še eno dama nekaj časa, drugi so pa eni čez cesto, eni so 500 metrov stran, tako, no, skratka. Ko ste vi povedali, če to v redu. No, jaz bi šel pa še na drugo temo, ker pravimo jutri, kakšen bo jutri naših otrok. Če se mi spomnimo nazaj, smo bili otroci in kakšen svet smo pričakovali. In svet je zdaj drugačen, najbrž bistveno drugačen, kot ga mi napovedali pred, ne vem, 30 ali 50 leti. Če vemo, da se svet v zadnjih 15 letih se več izumov, več stvari naredi, kot prej vse zgodovine nazaj. Vidite, kako se hitro življenje spreminja. In nekdo je rekel, da napovedovanje prihodnosti je tako, kot da bi mi vozili z avtom in sprednjo šipo imeli vso z blatom, recimo zapasala, ne bi mogli nič videti naprej, videli bi samo v vzvratna zrcala levo in desno in bi videli, kaj je ostalo za nami in tako bi napovedujemo prihodnost. Vemo, kaj je za nami, pred nami je pa skrivnost. To tudi preko napovedovati, kakšen bo jutri naših otrok, je zelo težko, svet se spreminja. Ampak nekatere stvari so pa stane. Mi imamo danes drugačne tehnologije, drugačne medije, drugačne komuniciranje, drugačne transporti, ne vem, vse mogoče stvari so drugačne. Drugače jemo, kuhamo in živimo in tako naprej, ko smo še, ne vem, pred 50, da govorim 100 let nazaj. In imamo neko čisto drugačno družbo, obilje tudi, še rečemo, pretekle generacije. Samo nekatere stvari so postane. To so pa to, kako gradimo odnos do sebe, kako gradimo odnos do bližnjega, ne vem, do žene, do moža
kako gradimo odnos do sveta okoli sebe. Mislim, to so pa tista pravila, ki so večna. Pa lahko rečemo, to je, danes se zelo sprašujemo, ne v Sloveniji, kam je zašla, kaj se je zgodilo z nami, kaj gre narobe, zakaj so se takole afere, mislim, tudi moralno in gospodarsko in seveda drugo stane tudi zrnič. Kje smo skrili naše poti? In potem pravimo, a ne vrednote, kaj smo naredili? Ampak se moramo na koncu vprašati, kaj smo mi naredili. Ker karkoli lahko spremenim, je samo to, kar spremenim sebe. Nobenega drugega ne moramo spremeniti, on se mora sam, da se lahko samo sam sebe spremenjam in sprašujem. Vsi pa praviloma pričakujemo, da so drugi spremenili, da nekaj drugi naredili. In Slovenija je sploh ta velika razvada, ali pa komotnost, lahko rečemo, ali pa utopija celo, da mora država poskrbeti. Kot neka abstraktna mama tam, ki mora vse otroke zaščititi, smo prej govorili, ampak če zaščitiš otroci preveč in narič medvedov služba, zaščititi moraš tiste, ki rabijo pomoči, pa tiste, ki ne rabijo pomoči in se moramo vprašati, kaj bomo mi naredili za druge, ne pa država. Ker če država bo delala zase, pomeni kaj? Da bo vzela meni, da bo dala tebi. Ker ona sam prerazdeljuje, ona se nič ne stvari. Sam jemlje od enih, da drugih daje. In seveda, to je pa velik problem tudi pravičnosti, kdaj se dela in kako se dela. Mimo grede, da pripravljamo eno predavanje in gledam razne podatke in primerjave Slovenija pa svet, pa današnje stane postane pred leti in kako so drugi, kaj se v drugih državah dogaja. Seveda, moramo reči, kriza je prvič latentna zadeva, to je stalna zadeva. Kriza je stalno prisotna. Mi smo stalno ogroženi od bolezni. Ampak včasih imamo samo prehlada, včasih ga sploh ne čutimo, včasih imamo visoko vročino, včasih moramo pa celo iti v bolnico. Ampak to se vedno dogaja, ampak je zmeri gremo gor dol. Tudi gospodarske krize so stalnica. Zamislite se, kaj so naši starši, kakšne krize so šli naši starši, ki so šli skozi vojne in tako naprej. Če gledamo 19. stoletje, takrat v obdobju izseljevanja, po letu 1880 naprej, se začne izseljevanje iz Slovenije masovno, do prve svetovne vojne, pa spet po prvi svetovni vojni in seveda spet po drugi. Lahko rečemo, smo približno 30% prebivalstva izgubili v tem času. To so ogromne krize, tudi danes je izseljevanje, kar je seveda za vsakega osebnega je tragično, ampak po drugi strani nič slabka, če ljudje grejo ven, ampak da tudi pridejo nazaj. Ne bi samo videl, ker če grejo ven, je drugače nazaj. Ampak to sem hotel reči. Ko gledamo mladino današnjo, pa ker so govorimo o otroci, kaj so mi sporočali. In tudi že v mojem obdobju, v mojem mladosti, pred se vščiti, študirati, da ne treba delati. Ne, to je bilo osnovno sporočilo. Delo je nekaj grdega, delo je nekaj, kar se treba izogibati. Seveda, to je bilo mišljeno predvsem tisto preprosto delo, če si bil seveda študiran, je bilo vredno delo. In da prijemo do tega absurda, ko je služb za preprosto delo, kar nekaj za tisto ne delo, če rečem narekovaju, jih pa ni. In prej sem gledal podatke, 50% slovenskih študentov študira zdaj na družboslovju. Samo 19% jih študira karkoli iz tehnike. In z tehnike je zaposljiva bistveno lažje, če vidimo statistiko, koliko je nezaposlenih, recimo inženirjev, ali pa koliko je FDV-jevcev, ekonomistov, pravnikov in tako naprej. Ampak, kje je zdaj zdrava pamet? Kako bomo te naredili? Zadnjič je bil v Beli krajini, pa smo obiskali mizarja in prav iščem vajenca že ne vem, leto, dve, nobenega ne dobili za mizarja. To se pravi, to je nečastno. In kakšna bo naša prihodnost? To se pravi, mora biti kriza, da se mi premislimo, da gremo vase in rečemo, načine razmišljanja, vrednote, obnašanja, odločitve niso priprave. Jaz si moram preverjati, svetom mi mora biti odprti. In ne se zanašati na državo, kaj bo da, ampak jaz prej moram reči, kaj jaz sam naredim, če sem zdrav. Država mora pa zaščititi tiste, ki so bolni, mladi in seveda stari.
In že to je za državo bo izjemno težko naloga, da to naredila. Ker mladih je čez dalje manj, relativno starih je čez dalje več, tudi relativno. In nima grede, sam podatek je zanimiv, da je 600,000 penzionistov. 1,4 delavca zaposlenega delata, prideta na enega penzionista. Na 70 letih bo 100,000 več penzionistov. Bomo že tu enega, sam tisti eden, ki dela, mora preživeti še 2 druga, še otroke in druge, ki so penzione. In tako dalje. No, se pravi, kakšen bo naš prihodnost naših otrok, kakšen bo jutri naših otrok. Predvsem, kar rabimo treznenje. Seveda, življenje gre tako vidko, kar na kolesu, mi ne moramo stati. In če bomo stali, bomo padli. Kolo gre pa, če vozimo, se gremo zmeraj malo levo, malo desno, malo naprej. Ampak ga moramo poganjati, da gremo, da držimo ravnotežje. In pa tudi čakamo, ampak stati ne smemo na mestu. In te izzivi, in reči, kaj je naša odgovornost, kot ne samo staršev, da upremo ljudi, ampak tudi kot državljanov, kot soveščanov, kot sovaščanov in tako naprej, kako bomo spreminjali ta svet in kako bomo govorili resnico, kako bomo govorili dejstva. Samo dejstva bodijo, ne kaj se mi zdi, ampak poglej številke, poglej dejstva, kaj se nam dogaja, kaj se dogaja drugje, zakaj to. Čeprav na koncu ne razumem, kje je tista točka preloma bila, da so se stvari pa nas tako spremenile. Ali je bilo več točk, kje je bilo tisti prvo križišče, ki smo zgrešili, kje je bilo drugo, tretje, četrto. In zato nas lahko seveda skrbi, ampak spet se lahko spomnimo na tistega Grka, ki je rekel, wow, grozno se obnašajo, ampak še zmeri smo pa to po 2000 in toliko letih. No, jaz bi tako rekla, vsak človek, vsak otrok je upanje, vsak naj bi, na katerega lahko, s katerim smo povezani, če lahko vplivamo v tem smislu, da se bo zavedal neke svoje samostojne vloge, kakorkoli. Tudi otroci, ko odhajajo na svojo samostojno pot, jih moramo mi z enim spoštovanjem pospremiti, v tem smislu, da jih včasih smo, torej tudi mi dva sva sva blagoslovila vsakogar, ki je odšel, ampak ga blagosloviš na njegovi poti. To ni najina pot. To je pot tvojega otroka oziroma pač tista odločitev njegova in vsako osamosvajanje je pravzaprav nek znak zdravja, je nekaj naravnega. In tudi, če gre tvoj otrok, če se odloči za nek korak, ki ni najbolj po tvoji meri, je važno, da se odloči, da hodi, da se trudi, da išče, da ga zanima resnica, da ga zanimajo tiste vrednote. Mene pravzaprav najbolj toplo pri srcu, če se spomnim na to, da ti ni vse eno, ne, tako kot recimo v tem smislu, kar je s tvojo domovino, da ti ni vse eno, kaj je s tvojo ženo ali možem, da vidiš, da ima neke vrednote, da se si prizadeva, da bi dobro delal v službi. Ne? In če tista služba ni v redu ali pa če jo izgubiš, da ga ni sram, da zagrabi za neko drugo delo, tudi če je začasno delo, tudi če je, mislim, tisto delo, ki je danes tudi možno ga dobiti na, ko se že reče temu, ne sem prostovoljstvo, ampak javna dela, ne, ki so zdaj tudi možno, ampak da vidiš, da mu ni vse eno, da kar nič ni od njega. Ne. To je pravzaprav za nas starše največ vedno, da se zavedamo, pa seveda, da je včasih tudi kakšen njihov korak, kjer je drugačen, kot si ga želiš, in da se učiš tudi te svoje nemoči in da je takrat samo molitev, nič drugega, ampak da pa nikoli ne pozabiš, da pa tudi to je opora, da nisi brezbrižen do svojih otrok, tudi če se gredo po svoje, ne? Da imajo, da jim pomagaš, da ohranijo svoje dostojanstvo tudi takrat, kadar klecnejo, kadar se ne najbolj idealno ta pot ne odvija v njihovem življenju. Ker vse tudi mi dva sva si, mogoče, če se spomnim, kako sem si zamišljala svoje življenje. Ni bilo
bilo samo takole, ne. Vsi si pač predstavljali, si imel neke sanje. Danes seveda, ko gledam nazaj, se mi zdi prekrasno. Tudi v sanjah se nisem mislila, da bo toliko možnosti za delovanje. Meni se zdi, da se mi kar vsako leto odpira ogromno možnosti za delo. In tako da se kar čudim, da včasih mladi ne vidijo, ali pa da ljudje ne vidijo, da je pa to prekrasno, če tudi začasno se odpre, a ne, seveda pa spoštujem tudi to. Vem, da včasih človek ne more, da je tudi kakšno obdobje te nemoči, tega nezaupanja, te zaprtosti, pa se moraš okrepiti, zato da lahko stopiš spet na en nov način naprej. Ne? No, jaz bi hotel reči, dajte opogumljati, ker je kakšen tudi naših otrok, je tudi, da otroci grejo na svojo pot in da odrastejo. Recimo v našem okolju imamo več kot 10, več kot prezredih že fantov in deklet. Prezredih. In se niso nič poročili, nimajo nobene volje. In tudi drugih, najbolj je tudi drugih veliko. To se pravi, kakšen, ne vem, strah pred odgovornostjo, kakšen strah pred stopanjem in odnos in tako naprej. In se nam vidim, ko pogledam pred sabo vse te ljudi, veliko, to je brez prave, veliko perspektive. Druga stvar, če se ti prostovoljno odločil, da boš prost, mislim, da boš sam, pa boš pač takoj vršil svoj poklic. Tu so pa, veliko, tako nekje se mi zdi izgubljene karijere, čeprav imajo pravico in tako naprej, pač živijo, kakor hočejo. Ampak dajmo jih upogumljati, vse to mlade in tako naprej. Druga stvar, pri teh vidimo, če pogledamo teh stvari, je zmeraj zraven skrbna mama. Zmeraj je skrbna mama, ko se skrbi. In so ljudje že stali 30, pa 40, pa 50, pa še zmeraj pa 60 tam, že mama še zmeraj bo skrbela za njih. Kaj je rekel ta Norvežan, da smo izkušali? No, povej to. Kako po svetu imajo malo drugačne praks? No, sej, ampak moj mož je bil pred časom na vrhu podjetja in potem je moral včasih tudi zvečer na kakšno poslovno večerjo ali pa srečanje in midva sva gledala vedno priložnosti, da sva vsaj v tistem času res skupaj in me je povabil, da je rekel, pojdi z mano, da bova skupaj zvečer, da se bo ta poslovni partner pripeljal tudi svojo ženo, tako da ne bo v redu. In potem smo mi se zvečer pogovarjali, malo se poslovno, malo tako. No in potem pa povemo, da imamo otroke, a študentje so, kje pa živijo, ja doma, a doma. Jaz sem rekla, seveda smo vsi v Ljubljani in to je tudi strošek manjši to. In on se vrne še zdaj ga vidi, da meni pa reče, pa jim ja ne perete. Jaz sem rekla, ja, to je bolj racionalno. Ampak mi je dala misliti. In čeprav včerka je, ker je najstarejša, je že večkrat rekla, mami, to bom jaz sama, in tako si je pač že poti sama tiste svoje bluze, pa se to. No, ampak fantje so pa kar se kar, ko bi rekla, se kar s tem strinjali. In potem so pa za mlajšem, ko so oni se potem odšli, smo pa pri mlajšem en star stroj pralni, potem mu zrihtali, in potem sem rekla, Janez, ker je bil pa plezalc, pa jamar, pa ne vem kaj vse, pa stalno tisti kupi in to in se je že meni zdaj tudi smešno in sem rekla, zdaj boš pa ti sam prav. In sem bila presenečena, ker je bil zelo vesel tega. V bistvu je bil vesel, enkrat je zapravno. Ampak jaz sem mu povedala, kako čeprav mi ni bilo všeč, kako se je to obesil, ampak se je naučil in je obvladal in v bistvu je presenečenje, da so otroci veseli, če mi prepustimo določene naloge, če niso razvajeni. Če smo pa dosegli, da imamo odrasle ljudi, ki se obnašajo tako kot v hotelu in se sploh nič ne obrnejo in potem vprašaš, kaj si, jaz sem imela navado, da sem jih vprašala, kaj si pa ti danes naredil? Ja, domačo nalogo. Ja, domačo nalogo si naredil za sebe. Ampak kaj si naredil za nas?
Zato, za našo družino, da se dobro počutimo, da imamo tak dom, da imamo prijetno, da imamo vse urejeno in tako. Vse. In potem se ni bilo toliko problemov, ampak pomembno je bilo, da so se zavedli, da smo mi vsi skupaj tu odgovorni za to, da imamo eno prijetno družino, da se vsi dobro počutimo in tako naprej. Ne pa, da bo tam čakal, ne, se s tem, jaz gledam po družinah, tudi to, kar pripoveduje, da je dosti tudi med staršema tako. Če se eno od staršev tako obnaša, da ne upravlja enakovredno, da se si da vse prinesti, vse ponuditi, vse postreči, vse nič ni od nje, ali pa njega, se vseeno, ne bom rekla ki večkrat, ampak gre za to, da je starši damo tudi ta zgled sodelovanja. Seveda smo lahko različno delali, ampak da ni vse na enem, da in otroci potem lažje se vključujejo, če smo jim zgled. Kaj se hoče reči? Ne, cilj nas mora biti, da jih bomo sposobni zajeti, da je sposoben prevzemati naloge v življenju. Naloge, da bi sami postali zreli, odgovorni ljudje. Da bi lahko se deloval levo in desno, naprej in nazaj. To se pravi, da bo odprt, da bo učljiv, da bo odgovoren in da bo pošten. To so ključne zadeve, ki pa lahko delamo. Seveda je težko v tej družbi. Rečemo, kdo pa še, pa družba ga pokvari. Se vedno pokvari, ampak tisti, kar bi se mu vi dali, bo večno ostalo. Tretja stvar pa, vsega pa mi ne moramo dati. Veste, Karl Gibran ima eno v prelogu, kot to se brati, in vam priporočam, če niste krasni, mislite o tem in onem, ampak tudi lepo primerjavo, prav, vi ste log, otroci so v puščice. In nikoli jih ne boste ujeti, jih ne morate ujeti, ne boste dosegati. Oni grejo svojo pot. Ampak vi ste jih izstrelili, vi ste jih dali naprej. Potem so prepuščeni seveda samo v sebi, ampak za tisto energijo, s tistimi pozitivnimi stvarmi, ampak tudi s tistimi izkušnjami, tudi tistimi težkimi, ker ste jih v vašem okolju dobili. Potem so pa prepuščeni, vi ne morate več za njih odgovarjati. Vi ste naredili vse, ne vem, pravi, si da povedali, kdaj ste, če ste 10 leta vse naredili, je konc, še prej. Potem se gre pa svojo pot. Pomra lahko samo za njih molimo in če pridejo vprašati in kaj povemo, če ne vprašajo, bomo biti lepo tiho. In če vprašajo, smo pa veseli in upamo, da damo pravi moder odgovor. Čeprav se včasih zgodi, ne vem, če sami tudi opažate, da se pa včasih tako zgodi, da prehiter spustimo otroka, ne? In potem začnejo otroci dirigirati. Ne vem, če poznate, kakšni otroci začnejo dirigirati, kam bomo šli, kaj bomo jedli, kaj bomo kupili. In na noč je enkrat rekel, zdaj sem pa jaz imel tega dosti in sem se pa tako odločil, da prej smo šli v trgovino, smo skupaj naredili seznam, kaj bomo kupili. Ker je otrok vedno, pa daj še tole, pa tole, dajmo pa una. In potem so šli v trgovino, mi so pač tako navado, da so skupaj hodili v trgovino in potem je otrok spet rekel, tole še dajmo mami, ne, pa daj oči, no daj, no. Pa je on vzel tist list, ni na seznamu. In je za začetek pomagalo, mogoče se to zdi smešno, ne, kaj bomo zdaj otroci dirigirali, ampak včasih kakšna tak prehod v tisto, da se zavedamo, aha, pazi, a ne, otrok ne more biti, ti mali tirančki dejansko poskušajo odkriti, kje so meje. In mi mogoče mislimo, da jim s tem pomagamo, ker jim damo tisto, kar želijo, oni pa vedno bolj preizkušajo, do kam, kaj si še lahko privoščimo. Do kje bomo mi potrpeli, kje je pravzaprav tista naša trdnost, naša avtoriteta, ki si jo vsi želijo. Mali otroci si želijo sigurnih staršev, takih, ki bi stali. In tudi odraščajoči si želijo, čeprav mogoče ni videti, pa si želijo pravih, realnih avtoritet. In oni dostikrat preizkušajo nas, zato ker morajo preizkušati. Naša smo res tisto, res sami v praksi to, kar govorimo.
ker mi govorimo zelo hitro lahko, ne? Ampak se dejansko za tem stojimo. Ali bomo na tak način odreagirali? Nekoč en večer smo mi trije s najmlajšim sinom, ki zelo rad se pogovarja vse sorte, tudi malo provociral in tako naprej. In tisti večer je bil res provokacija. Ko sem jaz šla prav slabe volje spat, sem rekla, kam to pelje? Pa ga nisva nič vzgojila, pa kaj on razmišlja, pa kaj se pa to pravi? In tako, pa sva rekla, nič, vse se bomo še pogovarjali, pa tako, pa molila sva pa. In potem se spomnim naslednji zvečer, je pa prišel domov, je hodil tisto skupino, pa me takole me je prijel gor, pa rekel, mami, danes sem pa jaz tvoje stališče zagovarjal. Jaz sem rekla, no, ni šel vse zgubljeno. Ampak dejstvo je, da je to dejansko zelo pomembno, da mi starši smo pripravljeni z njimi nekatera stališča, nekaj, kar je nam čist jasno, njim še ni jasno. Pa oni nas morajo tudi premagati, v tem psihološkem smislu. Oni morajo biti nad nas, morajo biti naprej. Mi smo bili za njih, so bili oni majhni, mi smo bili za njih skoraj bogovi, ne? Vse smo znali, vse smo imeli, vse smo omogočili in tako naprej, in tako naprej. Ampak pol to odraste, da smo morali malo po... Ja, in mene že. Ne, se mora trgati, nas more dol, rekel, potisniti, da gre sam naprej, ne? V tem psihološkem smislu mora odrasti. Ampak potem, čez čas, bo prišel nazaj. Takrat bo učitelj ima zelo malo spoštovanja do nas. To je najstniška leta in tako naprej. Ampak pol, z malo potrpljenja, pa je prišli nazaj drugačni. In to je cilj, da pridejo drugačni, odrasli nazaj. Mi jih ne smemo imeti več za otroke. Namreč otroci bojo zmerili. Oni ne bojo nikoli naši prijatelji, ki reče, da je pa moj prijatelj rato. On je večno otrok, mi bomo vedno otrok. Ampak vedno bomo starši, pa tudi otroci tudi. Ampak v tem smislu, da ga spoštujemo kot otroka. Sva si blizu in sva pa enaka. To ne more biti res, da je moja mama je moja najboljša prijateljica. Ne more biti. Mama ostane vedno mama. To ne pomeni, da nismo v dobrih odnosih, da si zaupamo in to, da smo si lahko zelo blizu, vsej. Ampak tista naveza, kot najboljša prijateljica, to nekaj ni v redu. Nikaj pa lahko. Prosim? Nikaj pa lahko. Ja. No, meni je bilo recimo všeč, ko sem enkrat zaslišala mojega moža, ki je z enim od sinov rekel, veš kaj, jaz bi z svojimi izkušnjami, pa s tem, kako jaz gledam na to stvar, takole naredil, pa povedal. Ti pa je rekel, pa razmisli, pa se odloči. Kakšen, kot en tuš je bil. Zdaj se ne pa jaz odločim. Ampak je povedal, jaz bi takole. Glej, zdaj se pa ti odloči. To je v bistvu pomembno, ampak odloči se. Na meni je ta prehod, da počasi spuščaš to odgovornost, da vse sem jaz odgovoren. Kaj, če jaz se spomnim, ko so začeli pozno hoditi domov, jaz nisem mogla spati. In sem potem počakala, pa sem rekla, če vse v redu, vse, na srečo noben ni pil, recimo naših, ali pa kaj kazga. Ampak sem počakala, pa pol, dokaj nisem videla, da to ni dobro, da mu ni všeč, da jaz tam zdaj čakam. In potem sem skrivaj počakala. Sem tiho gledala skozi okno. Aha, je doma, dobro, hvala Bogu. In sem šla spati. Moj mož rekel, zaspi, pa sej bo, sej v redu. Ampak potem sem počasi sama prišla do tega spoznanja, da v bistvu lahko zaupam. In da če se bo kaj zgodilo tako ali tako, ni to v mojih močeh. Da ni tisto, da bi vas bil iz sebe in te potegne noter, vas paničen, tako kot sva enkrat naredila, ker hčerka ni prišla domov, takrat, ko sva mislila, da bi morala.
in sva sedla v avto in začela letati okrog. Skozi okna gledala, še zdaj mi je sram. In dolg ti sva povedala, da sva to naredila. No, ampak Silvo je, če reči, ene včasih tudi malo skrbi, ampak Silvo je takrat recimo tisto zelo skrbelo. Pa še kakšno drugo skrb. Ampak vedno se skrb prav naslednjo zadevo. Če bi skrb kaj pomaga, potem jo moraš ne samo imeti tako, ki jo imaš, ki je velika, ampak jo moraš podvojiti, potrojiti, podeseteriti, potem bo pa nekaj skrbijo, nekaj rezultat bo rato, potem še res deluje. Ampak skrb ne deluje, samo uničuje. Namreč ta neracionalna, kaj je bilo vse črno slikanje in tako naprej in tako naprej. Po drugi strani, če smo pa kristjani, pa tudi malo zaupamo v Božjo voljo. Seveda moramo mi vse narediti, ne bo Božja volja namesto nas delala. Mi smo igralci. Ampak ne pa brego tisto panični strahovi, kaj se zdaj že naredil, kakšne zgube, kakšne nesreče, kakšne, ne vem, vse mogoče stvari. Včasih je tudi to zelo skrbno. Ne, dosti. Enkrat sva rekla najmlajšemu sinu, da gre lahko v kino s sošolcem. Smo rekli, zadnji avtobus je zadnji avtobus. To pazi, da ne zamudita. In potem je bil tiš čas, mi takrat še nismo imeli toliko avtobusov, zdaj pač mestni pa tudi telefonov še ne. Telefonov še ne. In potem ga ni bilo. In potem, kaj pa zdaj? Ja, kaj nekaj naredila? Pa so pa rekla nič. Takrat sem jaz rekla, ko bo prišel domov, ne reči nič, ampak počakajva, da bo on povedal, kaj je bilo. Ker on je pa resen tak, malo sem bila že prekaljena sama pri četrtem, drugič pa, da je pa on bil dejansko kar odgovoren. Mislim, v določenih potezah sva boj zaupala. Čeprav vseeno, to ni bila mala stvar, da zamudiš, ker to je le dosti oddaljeno. So ustojili tam 10 kilometrov. In potem on pride in je pogledal in mislil, da bo zdaj kakšna ploha. Pa ni bilo plohe, so počakala in je povedal, da sta bila na avtobusu s sošolcem in sta zagledala v avtobusu svojega sošolca skupnega, ki je bil popolnoma pijan. In sta šla na njegovi postaji dol in sta ga spravila domov in peš prišla do doma. In jaz sem si mislila, hvala Bogu, da sva midva počakala, da nisva zdaj ga skregala in ne vem kaj napadla in ne vem koliko časa bi mi bilo žal, a ne? Ja, Delna ura je še ena ura minila. Nama je hiter, prehiter. Zdaj je to tako, da bi zdaj pravo se mogli držati. Ne, ampak mogoče pa čez vaše smo se to, mogoče to, da bi pogovor stekel. Mene pa zanima, če bi še kaj povedala, kakšno vlogo je imela pa vera in vzgoj vajnih otrok. veliko. Ja, no, moram reči, oba izhajava iz zvednih družin, da sva to predpostavljala sigurno, da je od samega začetka, od malega, je to bilo pri nama prisotno, da smo to skupaj doživljali, ne samo praznike, redno vsak dan, da smo vsak večer smo vodili, vsakim posebej, ne, potem pa malo skupaj. To je bil ritual, preden so šli spat, je bilo vedno tako, da smo se na način zaključili dan. Da je mogoče ta pečat tudi močen, videla sva na srečo, tudi najnesrečo, da sva odkrila, da je zakonska skupina lahko velika opora. Če sva hodila na duhovne vaje, oni se z nama hodili na duhovne vaje. Dokler se niso potem to razkošje živeti lahko prilučili, da sva šla sama. Samo nekaj, če pa svoje. Ne vem,
bi rekla, da je to za naju sestavni del vsega, tudi danes, ko spremljava na tej njihovi poti. Sva se zelo razveselila, da so se vsi poročili, cerkveno poročili tudi, čeprav imava zdaj različne izkušnje z temi družinami, od zelo globoke vere do površnosti in tako naprej. V tem smislu sva midva se odločila, da mirno živiva enako naprej, tudi na ta način, tudi vse, kar smo skupaj, vse spremenjamo in tako naprej. Prišla sva pa res do tega, da je kakšen blagoslov je, da je tvoj sopotnik, tvoja žena pa tvoj mož iz verne družine. Kako je to lažje, ne? Hitro si nas imenovalce, čeprav ni to enako. Njihov način, ne da bi bilo bistveno drugačno v glavne stvari, ampak je pa vendarle bilo drugačno kot v moji družini. Da tudi to ni dva nekako počasi, kot je Milan rekel, v tem okolju, v novem okolju, v teh odnosih spoznavati sebe, ko sam rasteš, tudi v veri se spreminjaš, tvoja osebna vera in enako tudi drugi in kako to povezuješ in mislim, da je bistveno, da midva znava to živeti in da sva iskreno živela, tudi oba sva imela primere v službah, glede na to, da so imela take poklice, da je bilo to zelo aktualno, da so želeli, da greš v posebno skupino, ampak da sva zelo jasno, mirno, odločno odklonila in da sva živela javno, to otroci vedo, da nisva nič skrivala in da se nikoli nisva potuhala za to, da bi bilo nama lažje. Jaz mislim, da je to na nje vplivalo tudi zdaj v odrasli dobi, da je to nekaj, kar jih spremlja in verjameva, da bomo še bolj v harmoniji s časoma, ker se tako vse kaže. Ne vem, ti povej. No, jaz bi rekel, da naj jo spremlja vera že prej, potem od poroke dalje, vendar se spreminja in se poglablja in je treba tudi pravzaprav kar naprej na novo. Vidko kanalni odnos je treba kar naprej obnavljati, kar naprej morda na drugačen način, ampak vedno novo. In vera je ena, jaz bi rekel, milost. Jo spoznavamo, ampak nam je dana, nam je podarjena. Če imam, da se lahko še tako poznam, pa je ne bom dobil. Lahko je pa je milostna zadeva. No. Se moraš pa truditi, pa biti odprt, da lahko temu prisluhiš. Seveda zvera je tako, da je enkrat si na njenih krilih in je vse lahko in je krasno in si popolnoma, kako bi rekel, predan in meren in trden. Potem pa seveda spet zdržniš dol, pa gre spet gor, pa tako naprej. Ne vem, se imaš še kje to. Ne, premika se in rabiš razne impulze, razne stvari, kako da obnavljati. Tudi knjige, ste rekli. Saj zame so knjige zelo veliko, in rekel me to, gradi, pa utrjuje. Vera je pa istočasno skrivnost in jo še ne razumem. Čeprav se mi zdi, da je vsak, preko da je danes čisto drugačna kot pred 40 leti, ampak se mi zdi, da je še neskončno daleč. No, nam je zelo veliko v družini pomenilo, da smo se naučili, kako praznovati. Moram reči, da smo v moji družini to izredno močno in tako globoka doživetja so bila, koliko je bilo tega. In sem jaz pričakovala, da bo to enako pri nas, ne? In seveda sem bila nekajkrat razočarana, ker ko je pa prišel praznik, sem bila čist popolnoma utrujena. Predvsem to. In da smo se počasno naučili, da priprava mora dalj časa trajati. In da ni samo
od naju, ampak da vključiš še, ne, da tudi ni treba, da je vse zunanje tako, ne, da pač lepo doživljamo, ne, da se v tem smislu tudi, tako kot pravim, da se gradiš, se učiš, ne. Seveda, videla sem zdaj, se mama rada tudi tako, da je lepo, da so zunanje znake, ampak vedno bolj to doživlja v globje. Nama ni toliko več pomembno. Celo moti nas preveč tistega blišča in tako naprej. Ampak to je največ zdaj starost, kaj bi rekla. Neki dozorevanje. Zrelost. Ja, nova zrelost. Odnos. Mislim, počasi se ni treba, da to takoj pride. Veste kaj, jaz pravim, ker ste omenili modrost. Po, ne vem, 30. letu začne upadati ena življenjska sila človeka, pa ne vem, 20 in 30 si najbolj močen, najbolj fizično in tako naprej. Ampak fizikalno greš od 30. leta, fizikalno greš navzdol. In če rečeš, recimo, da vzamemo zadnjih 10 let, pa 10 let, recimo med 60 in 70, pa rečeš, da si pa še prav šloh, ne. Ampak rečeš, pole pa, sicer je pa škoda, ne, da kruh jem, ker fizično ne pridobivam, da več ne rastem, ne. Ampak moram pa rast duhovno, z modrostjo in spoznanjem. To je edin plus, ki ga dobim, zato je vredno kruh je, zato lahko cel življenje, kjerkoli starosti je vredno. Ker ta duhovna rast je pa stanja, gre pa. Upajmo, da gre gor, ne. V tem času doma zaniha, ampak lahko rasteš, da to je vredno kruh je, če nimaš več muskelov kakega. To bi jaz mogoče še dodala, da je podobnega tudi z odnosom, ne. Z najnim odnosom, da mi smo naša prva zakonska skupina na eni poti, midva sva pa mlajša, ne. So starejši in tako in pol se počasi tako začnejo ti dvomi, a je sploh kakšen reče, pa zdaj smo že vse dosegli, ne. A bi sploh bilo vredno še iti na duhovne vaje, pa to pa še kako je vredno, ne. Dokler smo tukaj, imamo nekaj še za narediti. In midva, najna izkušnja je, če gradiš na odnosu, da se odpira vedno na novo, vedno globje. In mene zdaj že prav sploh zanima, dokam še lahko gremo, ne. Ker je to neverjetno, to je skrivnost, da res ne veš, to je res nekaj svetega, lahko rečemo. In je vredno za vse to, za vse tisto, kar je pomembno, ustrajati in iti dalje. In tudi, če veš dol, tako kot si ti pokazal, takrat je treba samo naprej iskati, mora se malo okrepiti, malo razmisliti, malo knjige prebrati, kakorkoli tisto, kar te okrepi, in verjeti, zaupati, mislim, vse pravzaprav nismo sami, ne. Ker je to čudež, kaj je vse človek, kaj vse smo mi na tej poti. Jaz tudi rečem, vse je čudež, samo se čudimo klobuk dol. Med tem, kaj je človek posameznik, kaj so njegovi možgani, kaj je najin odnos, kaj je svet, kaj je življenje, kaj je vesolje, kaj je mikro, kaj je makro in tako naprej. Samo čudimo se lahko, ne. In če se bomo čudili, bomo tudi čezmeri otroci. Otroška lastnost je, da se čudijo. In to je najlepša stvari. Dokler se čudiš, si mlad. Vse v srcu. Mar? Vse sem sprovociral. Kar kuražna. Vprašajte lahko vse, pa ne večemo. Veste, kaj bi te se vprašala? Kaj pa storimo starši, če si otrok zbere? Nevedno dekle ali pa fanta in potem korač vijemo koruzi. To boli, starši smo verni. Tega je Sloveniji ogromno. Da je že kar to postalo kot nekaj, kar je skoraj samo po sebi umevno, da
smo skupaj, zdaj že težko slišimo zakonski odnos, pa zakonci, partnerji, partnerji, no vse je vredno, lahko tudi partnerji, ampak starši, ne vem, kakšna je situacija, pa kako je, ampak vi to ne morete preprečiti. A boste zdaj, ne vem, a je to dekle, a je hčerka, a je sin, da ne moreš ga zapreti, lahko se pogovarjaš. Lahko se pogovarjaš, seveda včasih pa je tudi tako, da se otroci za določen čas lahko oddaljijo od staršev. Takrat je treba moliti, ne vem, včasih je ta odmik tudi neka možnost, da pogledaš stvari z drugega zornega kota, pa da jih mogoče potem kot mlad človek vidiš pa vendarle v drugi vrednosti, ne? In na drug način stopiš v samostojnost. No, se jaz bi rekel, absolutno je to, da večina teh, jaz bi rekel, ne vem, da vam greb narobe, rekel, naproviran, normalnih ljudi se ne bi več poročila. Se bi pa nujno poročali geji pa lesbike. To je glavno problem, so poročali. Ja, to je narobe svet. Ampak kaj lahko naredite? Vi ste vse naredili, kar ste naredili. Vi ste že vse naredili. Nič ne treba. Podpirajte jih z molitvijo, nič drugega. Pa kaj bi vas vprašali, odite. Nič drugega. Je težko, ampak to je vaš izziv, vaša preizkušnja in tako naprej. Nimaš kaj slediti. Ko boš pustiti osebno svobodo, moraš pustiti osebno svobodo, se on odgovarja za sebe. Ne moreš vsiljevati svoje misli, tako pa si ne dovoliš, da so te posiljene. On točno ve, kaj vi mislite in želite. On točno ve, 100% ve. In ni treba še 300-krat povedati, ker potem vas samo vzbujate slabo vest. Imejte ga radi, to mojte sanga. Ja, zelo pomembno je, da ve, da odrasli tudi, da vedo, da jih imamo radi. Da jim želimo na njihove poti dobro. Kakorkoli je. Kako ste pa najstnike zaposlili? Mi imamo prednost, da nama je njegova mama zapustila eno tako malo kmetijo. Kmetija je najboljš zadeva, ker na kmetiji je zvedno delo. Se niso imeli časa. Ampak so delati, skorkole, pa zlasti počitnicami in tako naprej, pa treba to in to. In to je idealna zadeva, da je hudo je, če nekdo v stanovanju. Pa posesati pa pogledati, to je hiter konc, pa zelo dolgočasno po svoje. Kaj mu zdaj izdal? Te okno barvo, to je vsake par let. In to je res umetnost ljudi zaposliti. Na prav način. Namreč, ker tudi je eno koristno delo. Imam občutek, jaz sem pa nekaj naredil, posebno, stvarjam neko težko nalogo, da ga pa fajn z vse malca, da smo zaslužili, Mislim, zaslužili, nekaj smo naredili, končali. No, mi smo tudi, se spomniš tistih fotografij, smo tudi, otroci so res skupaj z nama, so se vključili v vse sorte dela. Tudi pekli smo skupaj piškote, imamo eno fotografijo, ko so še čist mali, pa imamo vsi predpasničke, pa delajo tisto testo, pa nas je bila velika hiša, skoro je bilo, ni bilo tako možno, tako hitro pospravljeno, če smo hoteli, taka stara hiša, stari materiali, vse to, pa vrt za pokositi. Eni so rajši vrt pokosili, je bil en od sinov, je bil zelo tak praktik, je zaživel, če sta ona dva, kaj skupaj tako zelo. No, ta drugi bil malo bolj umetniški, ampak je rad sodeloval, ker je to tudi neka posebna priložnost, da se zbližaš z očetom, ne samo v gospodinstvu, ampak da se zbližaš tudi pri kakšnem drugem delu. Smo šli pa vedno, to je bila pri nas navada, nismo ostali eni doma, pa pospravljali, pa drugi pa šli pol, ampak smo vsi hitro pospravili po kosilu, pa vsi šli na njivo. In smo se veliko pogovarjali, tako. Enkrat smo rekli, da za 50 beguncev, ne vem, če kdo ve, kakšen je plevel begunc.
ali pa bogelček, to je en tak grozen. Leze. Ja. Ja. In ima neverjetno spletno, 7 let je seme noter, se ga ne znebi zlepane in mi seveda nismo nič špricali, tako smo vse opleli, tudi ni bilo tako veliko. In za 50 teh plevelov, ta velikih, je bila ena klepca sladoleda. Okolih ni bilo toliko. Klepc sladoleda. Pa še ena stvar, kar bi rekel za poslitev. Če imate skavte, poskusite skavte. Pa ni tega tukaj pri nas. Za Gorjo, ja. To je področje, Ampak to to sem ni jaz bistvo začelo. Za najstnike je krasna, tudi to, da so med sami lastniki med sabo, taki, ki so tako, s temi vrednotami večinoma, da se malo preizkušajo v veščinah, v raznih ustvarjalnih delih, vse sorte. Tako da mi z njimi dva smo zelo, da imamo koliko jih imamo? 5. 6 jih imamo že. Ja. Zabiš letko. Ja. No, sicer pa je bilo pa tako, da sva enkrat tam mlajšemu sinu rekla, ker sva šla od doma, da ne pa on zdaj pobere buče, ker pa sem imela vse sorte variante, kaj zdaj narediti, da bo mama zadovoljna, pa da bova midva, glede na to, kakšne obveznosti sva imela v službi, ni bilo možno, ne vem kaj, tako kot so sosedje, ki so bili skozi doma, ne. In potem smo se spomnili, da smo uvedli buče, takrat, ko jih še ni bilo. No in potem sva rekla sinu, da tisko bo pobral, ker smo imeli pa takrat toliko, bi tako dalko, kar bi hotel. Bo pa to njegovo. In kaj je on naredil? Svoje prijatelje v najni odsotnosti angažiral in to so pobrali in potem so rekli, da se bodo ta denar razdelili. In pa je moj mož rekel, ja, prosti kalkulacija se pa drugače dela. Kdo je plev, kdo je dal zemljo. In tisto pobirano mora vsega dobiti. Samo eno ampak to je normalno, to je moraš učiti. Vse faktorje... Se so vsi fanti bolj dobili nekaj, tako ni šlo. Ja, on je kar tako vse razdelili. Delili bomo. A se je kdo od vzrok usmeril kak naravoslovni poklic, ki ste bili dol skozi naravo? Fiziko. Ampak pa andragogiko zdaj pa vodi izobraževalni center pa andragogik. Tako da je še moji. Ja, drug je en geograf. Ta je geograf, ne? Pa pedagoška. Pedagoška. Kjera smer? Predšolska. Ja, ta fizik je šel zato, ker je iskal odkril skrivnost sveta, iskal sebe in so ga zanimivo, kako je ta njegova fizika. Ampak vsak gre svoj pot. Pa so še tu na voljo, se pravi, je pa težko za vsemi predavatelji, ki ste jih imeli, ki so tako posebni... Smetano se zdaj dobili. Kako ti pametno ga povedati, če sem bil? Ja, to pa zdaj samo zavest. Eto to na koncu. A ja, to je. Ne več moje prisotnosti. Nam so učili tudi, kaj so imperatoriki, ne, bilo to. Nam so učili, da nikoli ne smeš priti v javnost, pa začeti govoriti, pa reči, jaz se pravičujem, nisem najbolj pripravljen, ne, pa sej, nisem najbolj govornik, ne, prav s tem si vse, so prav, tudi če nisi več pripravljen, ne, samo zavest, Dobro, da si to na koncu rekel. Ja, to je bistvo. Ja, neč,
Vsak januarski večer je bil unikat, ne, to se lahko strinja. Ne moramo reči, da je ocenjevati, kaj je bil pa najboljši, ta pa najslabši. Vsak je bil planet za sebe, ne, pravzaprav. To je tako, da ne moramo reči, da jaz mislim, da smo letos kar spet odnesli nekaj od teh naših januarskih večerov, prav za začetek leta, da lahko potem skozi vse leto prelevamo in potem postajamo modrejši skozi vse naše življenje, da ne začnemo, da ne bomo javno, kako smo stari, ampak da smo vedno modrejši. To je meni všeč. Pa tudi ni treba toliko kruha pojesti. To je vsako leto manj pojemo. Pa moj, jaz sem ko spil 17 let star kilo kruha na dan sem pojedel, so imeli stroške za menoj. To je res najlepša hvala. Bog pa je živi, pa res še naprej toliko pričevanskega zagona vam želim. Toliko, ne, pa tudi, da bi res vsi skupaj začeli razmišljati, ne, da je pač življenje lepo, hkrati pa tudi, da se moramo boriti. Ne, to pa je vsak trenutek, da se moramo boriti. Hvala vam za udeležbo na januarskih večerih, za vse, kar ste zraven prispevali. Pa to vse smo itak povezani od brati in sestre v Jezusu Kristusu. Pa bomo res najkrajši psalmo za hvalo bomo zdaj zmolili imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva, zakaj močno do nas njegova ljubezen in Gospodova dobrota traja na veke. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.